Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni, v skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta ugotavljam, da smo sklepčni, prisotnih je 24 državnih svetnic in svetnikov. Zato mi prosim dovolite, da pričnemo 27. izredno sejo Državnega sveta. Sklical sem jo na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu, prvega odstavka 30., 32. in 75a člena Poslovnika Državnega sveta. Ugotavljam, da so se za današnjo sejo opravičili državni svetniki Janoš Keren, Željko Vogrin in magister Igor Velov. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije gospoda Igorja Zorčiča in predsednika Vlade Republike Slovenije gospoda Janeza Janšo. Na sejo smo povabili magistra Dušana Verbiča, poslanca Državnega zbora k prvi točki dnevnega reda in Janeza Poklukarja, ministra za zdravje, prav tako k prvi in edini točki dnevnega reda. Obveščam vas, da je na seji prisoten magister Dušan Verbič, poslanec Državnega zbora v imenu predlagateljev in Alenka Forte, državna sekretarka na Ministrstvu za finance v imenu Vlade Republike Slovenije. Sklicem seje ste po elektronski pošti prejeli 25.10. dnevni red, ena in edina točka dnevnega reda, predlog odložilnega veta na zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o lekarniški dejavnosti EPA 1683 pomišljaj rimska 8. V skladu z drugim odstavkom 75. člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 27. izredne seje Državnega sveta naslednji. Prva in edina točka dnevnega reda, predlog odložilnega veta na zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o lekarniški dejavnosti EPA 1683 pomišljaj rimska 8. S to ugotovitvijo lahko pridemo na prvo točko dnevnega reda, predlog odložilnega veta na zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o lekarniški dejavnosti. Še enkrat prvo lepo pozdravljam magistra Dušana Verbiča, poslanca Državnega zbora v imenu predlagateljev in državno sekretarko na Ministrstvu za finance, gospod Alenko Forte, kot predstavnico Ministrstva za zdravje. Dobrodošli pri nas. Državni zbor je zakon sprejel na 26. redni seji 20.10.2021. Po elektronski pošti ste ga prijeli naslednji dan. Priložen je bil tudi sklicu današnje izredne seje. Skupaj s sklicem ste po elektronski pošti prijeli tudi predlog odložilnega veta interesne skupine delodajalcev. Predlog zahteve Državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga interesne skupine delodajalcev za sprejem odložilnega veta, ste prijeli po elektronski pošti prav tako 25.10. s sklicem današnje izredne seje. Obravnavala ga je pristojna komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Poročilo komisije ste prijeli po elektronski pošti danes 27.10.2021. Obravnavala ga je tudi interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Tudi stališče interesne skupine ste prijeli na klop. Sedaj pa vas obveščam, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve Državnega sveta kot ponavadi lahko vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta interesne skupine delodajalcev z zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Predstavnik predlagateljice predloga odložilnega veta, Igor Antaver, želite obrazložiti vsebino predloga? Da, izvolite. Imate besedo. Skladno s prvim odstavkom 39. člena našega poslovnika imate na voljo 15 minut. Gospod predsednik, hvala lepa. Lep pozdrav kolegice, kolegi, vabljeni. Mi smo pravzaprav ravno kar končali sejo Komisije za socialno varstvo, zdravstvo, delo invalide, pa bo o tem kolega magister Požun. Kot vodja interesne skupine delodajalcev podajam stališča in ugotovitve, ki jih je interesna skupina opravila, ker je bilo nekaj razprave na predhodni komisiji
sem dolžan povedati, ker je bil očitek, da smo vabili samo nekatere, kot vodja interesne skupine sem vabil seveda tistega, ki je dal inicijativo, to se pravi sekcijo veletrgovcev pri Trgovinski zbornici Slovenije, oni so pač poslali, kogar so, tako da ta argument bom težko prevzel, ampak o vsebini. Interesna skupina delodajalcev je 25.10. v ponedeljek razpravljala o pobudi, da se predlaga vložitev odložilnega veta na zakon o lekarniški dejavnosti, ki ga je Državni zbor sprejel. Gre za 6. člen tega zakona oziroma vsebinsko za 26. člen zakona o lekarniški dejavnosti, s katerim je Državni zbor dodal nov 3., 4. in 5. odstavek tega člena, ki določa, da lahko pod določenimi pogoji javni lekarniški zavod ali samoupravna lokalna skupnost ustanovi organizacijo, katere temeljna dejavnost je dobava zdravil, to se pravi veletrgovca. Veljavni taki še velja, ker ta člen oziroma ta sprememba in dopolnitev bo seveda začela veljati šele takrat, ko ali danes ne bo Državni svet izglasoval odložilnega veta ali pa bo po ponovni obravnavi Državni zbor to potrdil. Ta trenutek tisti zakon, ki še velja, tako imenovane vertikalne lastniške oziroma kapitalske obe smeri prepoveduje. To pomeni, da ne morata biti kapitalsko povezana veletrgovec z detajlistom oziroma z lekarnami in lekarne ne z grosistom. Tako izvajalci lekarniške dejavnosti ne smejo ustanavljati, voditi ali nadzirati, na primer pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje ali prometa na debelo zdravili, prav tako pa na primer pravne osebe, ki opravljajo dejavnost prometa z zdravili na debelo, ne smejo imeti v lasti deležev v kapitalu ali drugih naložbah pravnih oseb, ki opravljajo lekarniško dejavnost. V Državnem zboru sprejeta dopolnitev 26. člena zakona o lekarniški dejavnosti, ki izhaja iz tega, bi vedno ostalo prepoved ustanavljanja pravnih oseb, ki opravljajo lekarniško dejavnost, na primer pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje in prometa na drobno zdravili, prav tako pa organiziranje, katerih temeljna dejavnost je dobava zdravil, še vedno ne bi smeli ustanavljati zasebnih lekarn. Takšna organizacija bi lahko ustanovili le javni lekarniški zavod ali samoupravna interesna skupnost. Prav to pa po mnenju članov interesne skupine vzpostavlja neenakopravnost deležnike na trgu, s tem pa tudi krši ustavno določeno svobodo gospodarske pobude. Taka ureditev pa v enak položaj postavlja tudi lokalne skupnosti, saj po našem mnenju, glede na to, da ste tukaj zastopniki tudi manjših lokalnih skupnosti, ne bodo te v stanju zagotoviti vira za ustanovitev in delovanje svoje lastne organizacije za preskrbo zdravil, to se pravi grosistov. Prav zaradi tega se v predlagani rešitvi že v postopku sprejema te novele zakona nasprotovale tako Trgovinska zbornica Slovenije, konkretno sekcija veletrgovcev zdravili, Obrtno-podjetniška zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje zasebnih lekarn. Komisija za socialno varstvo, zdravstvo in invalide, vlada, Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Lekarniška zbornica Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije in še nekateri drugi. Enostranske možnosti vzpostavitve kapitalske lastniške povezave z vidika varstva konkurence je nasprotovala tudi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, kar izhaja tudi iz njenega stališča. Je na svoji seji podal 13.10. tudi Državni svet, ki je že v prejšnji fazi obravnaval ta zakon in tega predloga novele pred odločanjem v Državnem zboru ni potrdil. Mislim, da je bilo glasovanje, ker me takrat na seji ni bilo, sem bil obveščen, da je bilo glasovanje 19 za nasprotovanje zakonu in 3 v podporo.
Zdaj, glede na to, da ste to dobili, ne bom navajal, kje bi še bili lahko problemi, rad bi pa omenil samo to. Ne pozabimo, Državni svet ima zelo jasno funkcijo. V primeru sprejetja odložilnega veta to še ni končna odločitev, ampak to odločitev sprejema Državni zbor z absolutno večino sicer, ampak gre samo za to, da če se danes ne boste strinjali, če se boste danes strinjali z vetom, je seveda končna odločitev in škarje in platno v rokah Državnega zbora. V razpravi je bilo podano še nekaj mnenj, ampak če povzamem razpravo, ki ni v tem, je bilo osnovno vprašanje, ali dovoliti vertikalne povezave, gre za občutljivo področje dobave zdravil, veletrgovce in detajliste, beri lekarne, in ali bomo imeli na eni strani možnost, da lokalna skupnost lahko to stori, medtem ko gospodarstvo tega ne more. To je osnovno vprašanje. Če je dupol problem, potem mislim, da je v možnost taka, da se ustanovi še kakšen veletrgovec, ki ne bo povezan z malo trgovino. Če je pa odločitev, ampak v tem primeru je potrebno drugačen zakon vložiti, in če je želja potem, da se povežejo in država legitimno pravi, ta možnost zakonom je, da se povežejo veletrgovci z detajlisti, z lekarnarji, v tem primeru se bo zgodilo pa to, da bodo seveda lahko tudi zasebne grosisti ali zasebne lekarne ustanavljale veletrgovce. Jaz mislim, da je ta naš predlog za razpravo in odločanje o odložilnem vetu utemeljen. Prosim seveda kot zastopnik interesov delodajalcev, da podprete ta odložilni veto. V razpravi je bilo pa sicer izpostavljeno še mnogo drugih stvari, kot zasebni kapital, javni kapital, kaj je javno-zasebno, ampak mislim, da to ni vprašanje. Ta trenutek je vprašanje enakega nastopanja na trgu, ki je zasebno na javno oziroma lokalno in seveda tisti problem, ki se naslavlja na to možnost, da male občine skoraj nimajo te možnosti in skozi razpravo je verjetno tudi tukaj nevarnost, da bi tako povezane, vertikalno povezane grosisti z detajlisti lahko tudi prišli v prevladujoč položaj. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelju odložilnega veta. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predlagatelj zakona za predstavitev stališča do predloga odložilnega veta. Da? Magister Dušan Verbič, poslanec Državnega zbora, izvolite. Imate besedo, prav tako 15 minut. Hvala lepa za besedo, predsednik. Spoštovane članice in člani Državnega sveta, prav lep pozdrav tudi z moje strani. Bom nekoliko za uvod začel kar nadaljeval vsaj z enim stavkom, kot je spoštovani svetnik pred menoj, nekako, ki je izpostavil to veliko bojazen glede tako imenovane vertikalne povezave in možnost ustanovitve ali ne enakopravnega položaja, da bi katerikoli drugi ustanovil tako imenovane dobavitelje zdravil na trgu v Republiki Sloveniji. In samo za uvod. Danes imamo v Republiki Sloveniji registriranih 415 podjetij in so registrirani za upravljanje trgovanje zdravil na debelo in tisto, kar je še kako pomembno dejstvo, da danes obvladujejo trg za dobave zdravil v Sloveniji zgolj 4 dobavitelji. In to je Kemofarmacija in Salus v višini 71% ter 2 lastna slovenska dobavitelja v višini 29%. O tem bom v nadaljevanju še nekaj več. Zavedam se,
da prepričanega težko prepričaš v drugačno odločitev, glede na to, da smo zdaj na tej temi že kar nekajkrat. Morda pa ob spoznanju relevantnih dejstev in se vam ravno iz tega naslova vnaprej prav lepo zahvaljujem za vašo pozornost. Kot je znano, je Državni zbor sprejel z 47 glasovi odločitev, da se dovoli tako imenovana vertikalna povezava med javnim lekarniškim zavodom in lastnim dobaviteljem. Nobenega govora ni o kakršnemkoli posegu v obstoječi zakon o lekarniški dejavnosti ali v dobro delujoči sistem delovanja lekarn in lekarniške mreže, temveč zgolj in samo ohranitev obstoječega števila dobaviteljev zdravil na slovenskem trgu. Potrjena sprememba zakona o lekarniški dejavnosti na Državnem zboru vsebuje samo en in edini člen, s katerim se ohranja sedanje, današnje stanje na slovenskem trgu, kot omenjeno, glede dobave zdravil. Zadnje pol leta, zelo aktivno pa v teh dneh potekajo velike aktivnosti in si bom dovolil tudi omeniti tako v vašem spoštovanem Državnem zboru, kot Državnem svetu, kot tudi v Državnem zboru, da bi v celoti pridobila slovenski trg dobave zdravil, predvsem tuje dobavitelja. Kar pomeni popolna odvisnost od tujcev, kar ne sme biti strateški interes države, in ker je ta posel izredno dobičkonosen, je preprosti zaključek. Da v tem primeru lahko govorimo o nameri za prevlado interesa kapitala nad javnim zdravstvenim sistemom, katerega pomembni del so lekarne. Spoštovane svetnice in svetniki, danes odločate o zelo pomembnem dejstvu, ali bo v Republiki Sloveniji obstala vsaj minimalna konkurenca, kot rečeno, med domačima in tujima dobaviteljima. V Republiki Sloveniji so lekarne del javnega zdravstvenega sistema in prenehanje delovanja dveh na trgu pomembnih slovenskih dobaviteljev, mariborski Farmadent in ljubljanski Grosist, bi pomenilo dejansko, da imamo zgolj in samo še tuje dobavitelje zdravil in popolno odvisnost od tujcev. In kot rečeno, to ne sme biti strateški interes Slovenije, temveč se mora ohraniti vsaj minimalna konkurenca med dobavitelji. Na to pomembno dejstvo vse skozi opozarja Agencija za varstvo konkurence in nekajkrat je na to opozoril tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Kajti konkurenca posledično zmanjšuje javnofinančne izdatke za zdravila. To je na konkretnem primeru pokazal tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje, ko je uspel v javnem naročilu znižati ceno za dobrih 7%. V Državnem zboru so se v preteklosti marsikdaj sprejele odločitve, za katere danes lahko rečemo, da so bile pravne in politične napake. Ena, ki je ponovno izpostavljena v teh dneh, je izbris družbenikov na podlagi zakona o finančnem poslovanju iz leta 2009. Na koalicijskem sestanku, na katerem je prisoten tudi vaš svetnik, smo iskali konkretno rešitev, kako odpraviti preteklo politično napako. Danes, ko je govor oziroma odločitev ali v celoti prepustiti tujcem ali skritim lastnikom družbe dobavo zdravil za Republiko Slovenijo, tako za lekarne, koncesionarje, bolnišnične lekarne, lahko govorimo, da bi bila storjena tudi politična in pravna napaka, kot je bilo v navedenem primeru. Celo več. Storjena bi bila škoda za državo, davkoplačevalce, ker namesto, da bi konkurenca zagotavljala zmanjšanje javnih finančnih izdatkov za zdravila, se tujcem omogoča še višja cena za zdravila, ob dejstvu, da bi s tem postala tudi popolna monopolista. Da ne bomo govorili o ustvarjenih dobičkih, ki v celoti ostajajo tujcem in nič lekarnam, čeprav se ustvarjajo v slovenskem javnem lekarniškem sistemu. Kot rečeno, Državni zbor je 47 glasovi proti 37 potrdil,
da še naprej v Sloveniji delujejo vsi 4 dobavitelji zdravil in kar je zelo pomembno, da dobički lastnih dobaviteljev lekarn, Farmadenta in Grosista, morajo ostati v lekarnah za njihove investicije v prostor in opremo same lekarne za razvoj lastnih farmacevtskih kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev. S 6. členom, ki je sprejet, se odpravlja obstoječa prepoved tako imenovane vertikalne povezave. Ustavno sodišče je v letu 2019 odločilo, da le-ta ni neustavna in jo je mogoče urediti na način, ki je v skladu z evropsko zakonodajo. Pri tem pa zapisalo, da taka sprememba bi sodila v uresničevanje splošne strategije krepitve javnega zdravstva, da javni zdravstveni sektor pridobiva svoje prihodke tudi na tem področju v skladu z omejitvami evropske zakonodaje. Evropska direktiva številka 24 je uredila tako imenovano in-house javno naročanje. To je uredila zato, da bi preprečila, da bi javni sektor decidirano, plen zasebnega sektorja in bi mu bil v celoti prepuščen. Prav tako je določila, da lahko javni sektor znotraj sebe kupuje določene proizvode in storitve, če so izpolnjeni določeni pogoji v 4 točkah. In te vse 4 točke so v celoti upoštevani v predlaganem 6. členu, ki je sedaj uzakonjen. Na podlagi navedenega pomeni vertikalna povezava, ki je opredeljena v tem 6. členu, onemogočanje v Sloveniji privatnemu kapitalu, da s pozicije monopola siromaši javni sektor skozi javna finančna sredstva namenjena za zdravila. Nekaj dejstev namenjene tistim, ki so veliki zagovorniki dobavitelja Kemofarmacija in Salusa v premislek. Agencija za varstvo konkurence je že leta 2013 uvedla in izvedla postopek zoper Kemofarmacijo in Salusa ter izdala odločbo, ker sta pri prodaji zdravil javnim lekarniškim zavodom se dogovarjala in usklajeno ravnala glede določene cen zdravil za uporabo zdravil na debelo, delitve trga za dobavo zdravil javnim lekarniškim zavodom ter oddaje prikrojenih ponudb v postopku javnega naročanja naročnikov javnih lekarniških zavodov. Zoper oba navedena pa danes poteka še prekrškovni postopek na strani Agencije za varstvo konkurence. S tem lahko neposredno povezujemo tudi velikemu nasprotovanju Lekarniške zbornice Slovenije za tako imenovano vertikalno povezavo, ker 6. člen onemogoča monopol tujcev in po direktivi 24 EU plenjenje javnega sektorja. Kajti Lekarniška zbornica je Državna revizijska komisija pred dobrim tednom v celoti razveljavila javno naročilo dobave zdravil javnim lekarniškim zavodom v višini 1 milijarde evrov. Razlog? Razdrobljenost razpisa, sklenitev okvirnega sporazuma za samo enim gospodarskim subjektom. To je gre že za drugi enak primer Lekarniške zbornice Slovenije, ki se je zgodil že v letu 2019. Ravno na to škodljivo dejstvo Lekarniške zbornice Slovenije že v letu 2019 opozarjala Agencija za varstvo konkurence, ko je vložila zahtevek za revizijo in v celoti uspela. Temu je potrebno dodati še naslednje. V letu 2019 je Kemofarmacija enostransko odpovedala pogodbo z Farmadentom glede dobave zdravil, za katere je Kemofarmacija ekskluzivni, edini dobavitelj za Republiko Slovenijo. To dejanje Kemofarmacije pomeni zloraba prevladujočega položaja na trgu veletrgovine za zdravili v Republiki Sloveniji. To enostransko početje se strokovno opredeljuje kot iztisnitev konkurence in po evropski zakonodaji to ni dovoljeno. Zaradi tovrstnega početja Kemofarmacija in Salusa na trgu dobave zdravil v Sloveniji je za razumeti, da imamo od 415 registriranih podjetij za prodajo zdravil na debelo danes samo še 4 delujoče.
in s pomočjo politike želita ukiniti delovanje še ostala lastna dobavitelja. Slovenija bi tako imela samo tuje in skrite dobavitelje in zagotovljeni so še večji dobički. Ker se daje prednost kapitalu pred javnim interesom, je pot v privatizacijo javnega lekarniškega sistema odprt. Toliko o vzornem delovanju tujega dobavitelja ter skrbi za dobavo zdravil v Republiki Sloveniji. To bi morala biti strateškega pomena tako za državo, kot tudi za javnofinančne izdatke za zdravila. Da ne govorimo o tolikokrat zavajajočim trditvam, da so cene na trgu dobave zdravil regulirane. Kaj je že ugotovila v izdani odločbi Agencija za varstvo konkurence? Pri prodaji zdravil na debelo javnim lekarniškim zavodom sta se Kemofarmacija in Salus dogovarjala in usklajeno delovala glede določene cen zdravil na debelo, vsaj od leta 2007 do izdaje odločbe v letu 2013. Ali gre res za zaupati obema družbama, ki danes obvladujeta 71% tržnega slovenskega dela, da naj prevzameta celotni 100% trg. In temu se kot predlagatelji upiramo in odločitev 47 poslancev Državnega zbora dajemo jasno sporočilo, da kapital ne sme imeti prednost pred javnim interesom. Še nekaj besed glede zavajajočih utemeljitev Ministrstva za zdravje, da potrditev 6. člena predstavlja nelojalno konkurenco. Kako lahko ministrstvo navede tako utemeljitev, če jim je znano in lahko rečem splošno znano, da je mariborski Farmadent na slovenskem trgu dobave zdravil že od davnega leta 1972. Naslednjo leto pomeni 50 let in grosist od leta 2009. Ali vsa ta desetletja delovanja obeh do tedna dni nazaj pa ni predstavljala ta nelojalna konkurenca. Naslednja je zaskrbljujoča utemeljitev ministrstva proti 6. členu, da je dana primerjava z nekaterimi evropskimi germanskimi državami, bolj posamezni primeri, da pri njih morajo biti večinski ali izključni lastniki farmacevtski strokovni delavci. Iz tega se upravičeno sklepa, da Ministrstvo za zdravje daje vsem nam jasno sporočilo, da je potrebno v Republiki Sloveniji privatizirati javni lekarniški sistem in to najverjetneje s tujci ali lastniki podjetij s skritimi lastniki. Spoštovani svetniki in svetnici, na podlagi dane obrazložitve vas nagovarjam, da ne podprete veto na 6. člen Zakona o lekarniški dejavnosti. Hvala za vašo pozornost. Zahvaljujem se predstavniku predlagateljev zakona, magistru Dušanu Verbiču, poslancu Državnega zbora. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnica Ministrstva za zdravje za predstavitev mnenja vlade. Da? Besedo ima državna sekretarka, gospa Alenka Forte. Izvolite. Lep dober dan, hvala za besedo, spoštovani predsednik, spoštovane svetnice in svetniki. Veljavni zakon o lekarniški dejavnosti, ki je vstopil v veljavo januarja 2017, je na prvo mesto postavil kakovostno, varno in učinkovito zagotavljanje preskrbe pacienta zdravili in s tem javni interes in ne pridobitno dejavnost in ustvarjanje dobička. Lekarniška dejavnost je opredeljena v Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Gre pri lekarniški dejavnosti torej za regulirano dejavnost in k regulaciji lekarniške dejavnosti sodijo tudi splošne omejitve za izvajalce lekarniške dejavnosti, ki so določene v 26. členu zakona, ki prepoveduje vertikalne povezave.
Nosilec lekarniške dejavnosti, kakor tudi izvajalec lekarniške dejavnosti, morata biti popolnoma neodvisna pri upravljanju svojega dela. Pa tudi pravne in fizične osebe, ki upravljajo dejavnost industrijske proizvodnje zdravil, ne smejo imeti v lasti deležev pri pravnih osebah, ki upravljajo lekarniško dejavnost. Proučitev ureditve v drugih državah članicah Evropske unije kaže, da večina njih, za katere ocenjujemo, da imajo urejeno lekarniško dejavnost, in tukaj niso samo germanske, kot je rekel predlagatelj, Avstrija in Nemčija, temveč tudi romanske države, kot je Francija in Italija. In prepovedujejo vertikalne povezave in zapovedujejo, da morajo biti večinski ali izključni lastniki farmacevtski strokovni delavci. Države Evropske unije, ki so deregulirale lekarniško dejavnost in jo s tem prepustilo zakonitost in prostega trga, ocenjujejo, da je bila navedena odločitev neprimerna glede na naravo dejavnosti, zato so ponovno pristopile k regulaciji te dejavnosti. Tukaj so Madžarska, Poljska in Estonija in Slovaška, ki se jim je preskrba z zdravili, torej tisto, kar je dolžnost javne zdravstvene službe, kar lekarniška tudi je, se je povsem sesula in dostopnost do zdravil, ki so nujno potrebna, je bila bistveno okrnjena. O obravnavani tematiki obstajajo tudi sodbe Sodišča Evropske unije, zdaj tukaj vsak interpretiramo po svoje, očitno, in sicer je sodišče razsodilo, da lekarništvo ni navadna trgovina z blagom. Zato zakonodajalec v državi članici lahko uvaja omejitve, če presodi, da se s tem povečuje kakovost lekarništva. Strokovni razlogi za prepoved vertikalnih povezav so sledeče. Strokovna neodvisnost farmacevtov, katerih temeljno vodilo je skrb za zdravje posameznika ter varovanje javnega zdravja. Minimaliziranje ekonomskega vpliva na strokovne odločitve farmacevtov ter delovanje izvajalcev v skladu s strokovnimi in etičnimi normami. Črtanje področja povezav vodi v deregulacijo lekarniške dejavnosti, saj na koncu lastništvo odloča ekonomsko poslovanje. Sprememba zakona prejšnji teden sprejeta v Državnem zboru ne zadosti cilju, ki ga zasledujemo, saj bi vsakršna povezava tudi preko povezanih oseb, torej lastništvo lokalne skupnosti, kar se tiče lastništva grosista, bi morala biti izrecno prepovedana. Glede na to, da so občine ustanoviteljice javnih lekarniških zavodov, sprememba zakona omogoča prenos lastniškega deleža Farmadenta LL Grosista na mestno občino Maribor in v primeru Farmadenta, se pravi na prenos na mestno občino Maribor in v primeru LL Grosista na mestno občino Ljubljana. Osebno menim, da gre za izrazito lobistični zakon. Če se spomnite, je bil prvotni predlog 11 členov, se pravi amandmajev, in na koncu se je skozi razpravo črtalo vse člene, ki bi bile v dobro tudi državljanom, občanom, ki želijo boljšo dostopnost zdravil. In na koncu se je ta zakon zreduciral na en člen, ki se dotika dveh grosistov in dveh mestnih občin Ljubljana. In tukaj naj pripomnim še odločbo Ustavnega sodišča z dne 18.12.2019, ki je zahtevalo, da se ta vertikalna povezava uredi skladno s Sloveniji veljavno zakonodajo. In ta zakon, ki ga imamo danes na mizi, je pač v interesu dveh mestnih občin, da pač zadržijo status, kot ga imajo, kar se tiče lastništva grosistov. Cilj in namen veljavnega zakona je bil, se pravi iz leta 2016-2017, je še vedno v celoti prepovedati tako imenovane vertikalne povezave, to je povezave med izvajalci lekarniške dejavnosti in proizvajalci zdravil. Potrebno je namreč poudariti, da bi bil ob prenosu lastništva iz javnega lekarniškega zavoda na ustanoviteljico le-tega ostal vpliv, ki ga želimo preprečiti. Lastnik, torej mestna občina, bi na zaposleno lekarno lahko vršila pritisk na večjo prodajo določenih zdravil in gre tudi seveda za neenakost manjših občin, mestnih občin vizavi mestnim občinam, predvsem tem dvem največjim. Kakršnokoli sproščanje na tem področju bi pomenilo torej vpliv lastnikov na farmacevte in s tem vpliv ekonomije na stroko.
Grosistična dejavnost ni opredeljena samo v zakonu o lekarniški dejavnosti, temveč tudi v zakonu o zdravilih in takšna sprememba zakona, kot je predlagana, je v neskladju s 107. in 108. členom veljavnega zakona o zdravilih. Kot že večkrat povedano, je glede tako imenovanih vertikalnih primernosti in uveljavljanja že odločalo tudi Ustavno sodišče, ki meni, da je veljavna ureditev v 26. členu zakona o lekarniški dejavnosti v skladi za ustavo in tudi v ničemer ne posega v načelo enakosti, ki je opredeljena v 14. členu ustave. Na koncu, da ne bomo preveč besedovali, kot sem že rekla, mi vidimo, da gre izrazito za lobistično spremembo zakona, ki želi utrditi lastništvo 2 mestnih občin v tem LL Grosistu. Mi ničemur nasprotujemo, da ima slovenski trg konkurenco, kar se tiče grosistične dobave zdravil. Torej, Farmadent in LL Grosist naj delujeta, vendar naj delujeta tako, da bo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Hvala. Zahvaljujem se državni sekretarki, gospe Alenki Forte, predstavnici Ministrstva za zdravstvo. Sedaj pa sprašujem, ali želi poročevalec pristojne komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Da, besedo ima magister Peter Požun, predstavil bo mnenje komisije. Hvala za besedo, lep pozdrav. Pristojna komisija se je sestala danes in obravnavala predlog odložilnega veta na zakon o lekarniški dejavnosti. Prisluhnili smo obrazložitvi predloga, prisluhnili predlagatelju, prisluhnili vlade. Na koncu je komisija z 7 glasovi za in nobenim proti sprejela sklep, da predlog veta podpira. Zahvaljujem se državnemu svetniku, magistru Petru Požunu, za predstavitev mnenja pristojne komisije. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin. Da. Interesna skupina lokalnih interesov, vodja interesne skupine, Dušan Strnad. Izvolite, imate besedo. Lep pozdrav tudi v imenu interesne skupine. Danes nadomeščam vodjo interesne skupine od Zimiča. Torej, mi smo pred to sejo imeli svojo sejo, obravnavali seveda predlog veta. Ugotovili, da, kot je bilo danes že predsejkrat povedano, da je to, kar danes obravnavamo, glede na vloženi zakon doživelo bistvene spremembe. Interesna skupina je vloženi zakon takrat zavrnila. Danes pa seveda smo nekako ugotovili, da je to zdaj precej drugače in da smo na koncu sklenili, da pravzaprav počakamo argumente za in proti na seji in da se potem vsak svetnik odloči. Torej, interesna skupina lokalnih interesov nima oziroma ni sprejela stališča glede današnjega veta. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku interesne skupine, državnemu svetniku Dušanu Strnadu. Želi razpravljati še kateri izmed predstavnikov interesnih skupin? Ugotavljam, da ne. Odpiram razpravo za državne svetnice in svetnike. Izvolite, razprava je odprta. Državni svetnik Dejan Crnek, izvolite, imate besedo. Predsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi, gostje. Kot je predlagatelj že dejal, smo že večkrat stali na tem odru, poskušali povedati pravzaprav nekaj stvari. Jaz opravičujem kolegom iz skupine moje, ker bom pač ene 2 stvari ponovno povedal za ostale. Čim bolj poskušal poenostaviti, da se bomo bolje razumeli. Res je, da je prvotni zakon, kot je bilo rečeno, želel spremeniti 3 stvari.
in sicer je želel spremeniti možnost povečanja mreže lekarn znotraj območja, ki ga določena lekarniška zveza obvladuje. Drugo je hotel spremeniti tudi to, da bi bilo možno prehod oziroma ustanavljanje lekarn izven svojega ožjega območja, torej po možnosti po celi Sloveniji, in pa da ostane seveda ta vertikalna povezava, o kateri danes govorimo. Na koncu moram reči, da na začetku seveda je bilo nasprotovanje vsem tem trem idejam, ki so bile iz vseh strani tudi političnih, in ideja o tem, da bi pa tisto, kar je gospa Forte rekla, da bi ostalo za ljudi, da bi se lahko povečalo, je prišla pa šele potem. Zato se je takrat po usklajevanju odločilo, da se te dve prvi ideji brišeta, da ostane vse tako, kot je, in da se samo podpre to vertikalno povezavo iz razloga, ker treba pa že do novega leta, ko zakon še velja, nekaj odločiti. In potem ta konsens, ki se je zaključil z 47 glasovi proti, za 36 proti v državnem zboru, je pomenil že takrat to absolutno večino, ki je ta zakon podprla. Ne bi rad še ponavljal, ampak mislim, da je potrebno povedati dve stvari. Ena stvar je, da grožnja, da bo zdaj v nadaljevanju, če se to sprejme, pa vse drugače, da bo oskrba zdravili šla v napačno smer, da bomo poslabšali vse naše storitve, ki so za naše ljudi, tega preprosto ne razumem. Kajti, kot je rečeno, od kdaj obstaja Farmadent, od kdaj obstaja grosist, in mislim, da se, kot sem že zadnjič povedal, hvalimo, da imamo eno najboljših lekarniških mrež in storitev v Evropi. In zakaj bi se to zdaj, če to nadaljujemo, spremenili? Tega argumenta res ne razumem. Ne razumem tudi argumenta, da če bomo to nadaljevali, se bodo zapirale lekarne v manjših krajih. To sem že zadnjič povedal in nobeden mi še ni povedal, zakaj to tako je. Ker enostavno ne more. Ker če ne spreminjamo stanja, kot je danes, če ne moremo širiti lekarn izven svojih območij in znotraj svojih območij, torej ne moremo priti nikamor drugam. Govorim recimo za ljubljanske lekarne. Nobenega ne moremo groziti, da bi zaradi tega nekdo drugje zaprl. Poleg tega pridemo samo tja, kamor nas nekdo povabi, ker dobro veste, da samo občina lahko izda koncesijo za poslovanje lekarne. Torej, posameznega župana odvisno, komu bo podelila to koncesijo. Zato nobena lekarna ne more kar priti pa odprti svojih vrat. To je z zakonom določeno. In zato ne vem, kje je ta bojazen, da se bojo zapirale lekarne, če mi danes to, oziroma če ne podpremo veta in zakon ostane tako, kot je. To, da je sporno, da ne more zdaj gospodarska družba ustanavljati svojih lekarn. Zdaj, tisti, ki se s tem malo več ukvarjamo, vemo, da že zdaj ustanavljajo pod svoje lekarne. Saj je veliko privatnih lekarn opremljenih in narejeno skozi enega od teh dveh veletrgovcev v tuji lasti, ker sami pač ne zmorejo. In tudi podpira. Tako da, kar pa se tiče naprej, če povemo, da se te dve nameri o širjenju mreže zdaj ne upoštevajo, je v urbanih delih naše države je mreža itak polna. Tako da po tem zakonu tako ne more več noben ustanavljati novih lekarn. Lahko jih pa na ruralnem delu, kjer to še ni. Ampak jaz mislim, da noben veletrgovec, če do zdaj ni odprl tam lekarne, jo tudi v bodočnosti ne bo, ker pač ni dobička. Zato lahko manjše lekarne podpira samo lekarna, ki je pač podjetje, ki je močno v svojem delu in lahko zato, za tem, kar dobi tukaj, podpre manjše lekarne, ker ni pač takega dobička.
Zdaj, rečeno je bilo tudi, da imajo tuje države, pač prepoveduje vertikalno povezavo. Jaz sem že zadnjič povedal, da seveda lahko, zato ker je ta firma ali ta veletrgovec ima sedež v tej državi. Se pravi, tudi dohodki, prihodki iz te firme gredo v davke v tej državi. Pri nas pa so to tujci. Pač zato je, seveda smo mi poseben primer. Če imajo Nemci to prepovedan, seveda imajo prepovedan zato, ker je pač itak imajo svojo firmo. In tudi ne razumem, kaj je slabo, če se mestne občine borijo za javno dobro. Zdaj, kaj se bo zgodilo, če recimo v drugem glasovanju zakon ne bo potrjen z večino, bo z 12. Se pravi z 31.12. nekako ugasnili te dve podjetji, ker ni tako enostavno, kot je gospa Forte rekla, da se to kar prenese na občino. Farmadent je treba prodati, prodal se ga bo pod ceno, kasneje seveda tudi grosista, ali pa bo ostal na trgu in prej slej bo kupljen strani veletrgovcev in seveda ostaneta dva, ker noben drug ne bo ustanavljal teh. In tudi zato ne razumem tukaj pač, da mogoče cenjena skupina delodajalcev temu ni videla, da pač lahko uničimo dve podjetji, ki sta pravzaprav prepredeni tudi z slovenskim znanjem in slovenskimi ljudmi. Zdaj, če poslušamo argumente vlade, se mi zdi včasih, kot da ne vejo res, kaj se dogaja na lokalnem območju, na področju lokalne samouprave občin, kako občine skrbimo za svoje občane in da nam je skrb za občane ena bistvenih skrbi za to, da pač kvalitetno živijo, zdravo živijo in da nobena občina seveda nima namena, da bi svoje dobre prakse slabšala. In pa če se vrnem še na lobistično nagajanje oziroma, da je to lobistično, da poskušamo dve, jaz mislim, da je ravno obratno, da je videti lobistično vseh tistih, ki pač želijo prepovedati nadaljne delovanje teh dveh slovenskih organizacij. Zdaj pa, če mi dovolite, samo še majčkeno, jaz sem si vzel poslovno letno poročilo od naše lekarne, pa bi vam sam par stvari prebral, da bi tudi razčistili, kam grejo ta sredstva. Mogoče najprej začnem vrednotami, ki jih navajajo v svojem, kar so profesionalnost, skrb za stranke, usmerjenost ljudi, družbena odgovornost. In če potem nadaljujem v številkah, pri nas je zaposleni 379 sodelavk in sodelavcev, od tega farmacevt 219, farmacevtski tehnik 116, inženir farmacije 1 in ostali 43, kar pomeni, da je delež visoko izobraženih več kot 56%. Zdaj, z ustrezno politiko izobraževanja se načrtuje sodelovanje pri aktivni promociji lekarniške dejavnosti in poklicev v lekarniški dejavnosti na kariernih sejmih. Za magistre farmacije je določen naslednji strateški cilj. Sodelavkam in sodelavcem magistrom farmacije omogočiti strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje za pridobitev 13 licenčnih točk letno. Med strateškimi cilji je zapisan tudi uvedba e-izobraževanja. Tako da ne more noben reči, da pri nas ne skrbimo za farmacevte, za strokovnost. Tega je veliko, jaz sem samo par stvari. Potem mogoče naprej, ko govorimo o dobičku, o kapitalu. V okviru investicijske dejavnosti v zavodu smo za leto 2020 predvideli 7 milijonov evrov za naslednje projekte. Centralna lekarna, lekarna Šiška, lekarna Vrhnika, lekarna Logatec, lekarna Dobrepolje, lekarna Borovnica, ostale lekarne, se pravi Cerkno, Drive-in Medvode, Galenski laboratorij, Park Hradeckega, IT oprema in pa ostala manjša popravila. Zdaj iz tega se že vidi, da ne naštevamo vseh, da se pravi, lekarne niso samo v mestni občini, ampak so tudi v manjših občinah, kjer so veseli, da jih imajo,
kjer so veseli, da lahko ljudje na pragu svojih stanovanj ali pa domov pridejo tudi do lekarne in ki so visoko kvalitetne. Tako iz tehničnega vidika, kot iz profesionalnega, strokovnega. Ok, bom takoj zaključil, bom pa mogoče še tole prebral. Družbeno odgovorno delovanje lekarne. V lekarni Ljubljana v skladu s poslanstvom in vrednotami, med katerima zelo pomembno mesto družbeno odgovorno delovanje, izvajamo in podpiramo različne aktivnosti in projekte, v katerimi želimo prispevati k boljšemu, bolj zdravemu življenju oziroma k kakovostnemu življenju ljudi ob različnih zdravstvenih težavah. Naša največja podpora v zadnjih 5 letih je namenjena delovanju hiše Hospica, Ljub Hospica, ki nudi 24-urno brezplačno hospic paliativno oskrbo. Poleg tega prisluhnemo tudi drugim potrebam okolja in ranljivim skupinam ter s tem vračamo v skupno dobro. Torej, domače lekarne, verjamem tako tudi za mariborsko, so več kot samo prodajalne zdravil. So družbeno odgovorne, prispevajo k zdravemu življenju, boljšemu življenju in še enkrat, da ponovimo, če sprejmemo če smo proti vetu, če pustimo, da zakon teče naprej, naredimo dobro in Sloveniji in nobenemu ne odrekamo ničesar. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Dejanu Crneku. Ali želi razpravljati še kdo izmed državnih svetnic in svetnikov? Ugotavljam, da ne. Skladno s 43. členom Poslovnika Državnega sveta zaključujem razpravo. Sedaj pa besedo dobijo po vrsti, seveda na njihovo željo, Ministrstvo za zdravje, nato predstavnik predlagateljev zakona in na koncu predstavnik predlagateljev veta. Vsak ima na voljo 10 minut. Predstavnica Ministrstva za zdravje, želite besedo? Ne. Ali želi predstavnik predlagateljev zakona? Da, izvolite. Besedo ima poslanec Državnega zbora, magister Dušan Verbič, v imenu predlagateljev zakona, 10 minut. Še enkrat hvala za besedo, predsednik. Ne morem nekako, da se ne dotaknem nekih zadev, ki so bili izrečeni strani spoštovano prisotnih. Prvo, kar je, moram priznati, da, in to je treba še enkrat poudariti, v Republiki Sloveniji imamo 415 registriranih podjetij za upravljanje dobave zdravil. Od teh 415 na trgu delujejo zgolj 4. 2 tuja, 2 domača. In z 47 glasovi v Državnem zboru je bilo jasno dano sporočilo, da preprosto potrebujemo vsaj minimalno število dobaviteljev, v tem primeru 2 tuja, 2 domača, da se ohranja tako imenovana minimalna konkurenca in s tem sledi zagotavljanju vsaj koliko toliko onemogočanje tako imenovano višanja cen, kar se tiče dobave zdravil, in da del iz tako ustvarjenega dobičkonosnega posla ostane tudi v Sloveniji. V tem primeru se lahko pogovarjamo pač o 2 občinah, Maribor Farmadent in Ljubljana Grosist. Moram se dotakniti še naslednjega, ki je bilo, verjamem, ne zelo namerno, iz strani državne sekretarke Ministrstva za zdravje povedano naslednje. Da imamo 2 dobavitelja, ki sta v lasti občine in lahko sklepamo še iz razprav iz preteklosti, da se te dobički tako ali drugače razporejajo popolnoma drugačen namen, kot bi moral biti. Osebno menim, da je to zelo zavajajoče. Pravilna situacija pa je naslednja. Farmadent je že danes v 100% lasti lokalnih skupnosti, od tega 83% mestne občine Maribor ter ostali odstotki v manjšem obsegu občin,
ki so okoli Maribora. In če imam pravo informacijo, je težnja Ministrstva za zdravje, da skoraj zahteva, da se delež Farmadenta proda. Govorim neformalna informacija. Kar se tiče ljubljanskega grosista. Ljubljanski grosist ni v lasti mestne občine Ljubljana, temveč je v 100% lasti javnega lekarniškega zavoda Ljubljana. In tisto, kar se nekako vse skozi poudarja in tudi za to govornico iz strani Ministrstva za zdravje, kako se za to spremembo ali sploh za spremembo 11 členov, ki mislim, da vam je popolnoma jasno, da smo umaknili vse člene razen 6., predvsem iz tistega ključnega razloga, ker smo objektivno ocenili, da ni ne politične, ne strokovne, praktično nobene volje, da se na področju javne lekarniškega sistema, ki je dobro delujoči v Sloveniji, bi nekoliko izboljšalo, predvsem v težnji, da občine, ki so po zakonu zavezane zagotavljati lekarniško mrežo na primarni ravni, da bi občine imeli večji vpliv na tem področju, ki že zakon jih to zavezuje, ne pa da to, kar se danes ali vsa zadnja desetletja dogaja, da si je Ministrstvo za zdravje in Lekarniška zbornica dobesedno uzurpiralo določene pristojnosti in takšno je tudi stanje. Razumeli smo sporočilo javnosti in stroke, zato smo tudi umaknili. 6. člen je pa ključni. In kdo ima vpliv na farmacevte? Popolno zavajanje, da so to nekako vplivi, ki jih lahko zagotavlja predvsem občina, ki je ustanovitelj javnega lekarniškega zavoda, ali pa tista občina, ki za potrebe svojih občanov dodeli koncesijo koncesionarjem. Edini vpliv in daleč največji vpliv na farmacevte so dobavitelji zdravil. Pa to želimo ali ne želimo slišati. Tisto, kar je izredno moteče in tudi iz tega mesta treba jasno povedati. Praktično je vsak izgovor dober, posebej pa še, če je verjetnost, da bi na temu res nekaj bilo. Govora je, da je ta predlog zakona od samega začetka in tudi sedaj, ki smo samo pri 6. členu, da je to lobistični zakon. Spoštovane svetnice in svetniki, popolna zloraba v tem primeru vas in tudi javnosti. Kajti lobistični zakon po veljavni zakonodaji ne more biti, vkolikor je vsebina, kar se tiče spremembe in predloga postopkov za spremembe zakona, če gre izključno v interes občin. V tem primeru je to javni interes. In takrat se ne more govoriti o lobističnem zakonu. Bi pa lahko tako rekel, da iz predstavitve Ministrstva za zdravje, ja, je pa lobistični interes na njihovi strani. Kakorkoli se sliši. Če je Ministrstvo za zdravje na Državnem zboru za svojim amandmajem želelo črtati ta 6. člen in sreči, da ni uspelo, je popolnoma jasni pokazatelj, da se preprosto želi ukiniti 2 slovenska lastna dobavitelja, tako da na slovenskem trgu ostaneta zgolj tuja, ki sta v privatni lasti. Tako da raje ne bi nadaljeval o tej tezi, kaj je praktično lobistični zakon in kakšen je naš namen v tem primeru predlagatelja. In spoštovani, samo še za konec besedo. Trdno smo na stališču, da ohranitev sedanjega stanja dobaviteljev na področju dobave zdravil v Republiki Sloveniji ob spoznanju, da je 415 registriranih in od tega zgolj 4 aktivni, njihov delež je tudi v moji uvodni predstavitvi bil predstavljen, smo trdno na stališču, da je to minimum, ki Republika Slovenija mora imeti takšno razmerje. Besede o tem, da tako imenovani
dobavitelji oziroma ustanavljanje lastnih dobaviteljev, da je lahko neenakopravno ali kakorkoli, da se dotika nelojalne konkurence, smo tudi trdno na stališču, da je to rahlo zavajanje. V Republiki Sloveniji imamo 24 javnih lekarniških zavodov. In javni lekarniški zavodi lahko ustanovijo, če imajo interes, ustanovitelji javnih lekarniških zavodov, se pravi občine, če se odločijo za to pot in če menijo, da bi pri dobavi zdravil imeli bistveno večji prihranek. To se pravi, popolna svoboda njim prepuščeno, da se odločijo. Tako da to je področje, ki preprosto v nekih, rečemo temu, prizadevanjih, da se dobava zdravil na slovenskem trgu prepusti zgolj in samo dvema tujima dobaviteljema, milo rečeno, zavajanje. In še enkrat poudarjam, očitno smo sedaj v neki točki, pri kateri je preprosta odločitev. In v državnem zboru je bila ta odločitev nesporno jasna, da kapital ne more biti v ospredju pred javnim interesom. Hvala za vašo pozornost. Zahvaljujem se predstavniku predlagateljev zakona, poslancu državnega zbora, magistru Dušanu Verbiču. Sprašujem pa predstavnika predlagateljice predloga odložilnega veta. Želite podati dodatno obrazložitev? Ne želite. Svetnice in svetnike prosim za pozornost. Prešli bomo na glasovanje. Ali želi skladno z drugim odstavkom 40. člena poslovnika kdo obrazložiti svoj glas? Na voljo imate po 2 minuti. Ugotavljam, da ne želite izkoristiti te poslovniške možnosti in prešli bomo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembi in dopolnitvi zakona o lekarniški dejavnosti EPA 1683, pomišljaj rimska 8, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, prisotnih 31 državnih svetnic in svetnikov, za je glasovalo 14 državnih svetnic in svetnikov, proti 10. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo Državni svet sprejel 14 glasovi za in 10 glasovi proti. S tem smo zaključili obravnavo prve točke dnevnega reda. Izčrpali tudi dnevni red današnje 27. izredne seje Državnega sveta, zato jo zaključujem. Vsem prisotnim se prav lepo zahvaljujem za sodelovanje. Sejo zaključujemo ob 13:06.